Sklenjen dogovor med poklicnimi gasilci in vlado pomeni, da za 2 plačna razreda napredujejo vsi operativni gasilci, kar pomeni približno 100 evrov več na mesečni ravni. Na 2 delovnih mestih je predvideno napredovanje za 3 plačne razrede. Kot je dejala ministrica za obrambo Andreja Katič, je šlo za zahtevna, vendar uspešna pogajanja. Vesela sem, da smo danes z Sindikatom poklicnih gasilcev Slovenije podpisali tako aneks številka 2 kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva. To je pravzaprav, če odštejemo aneks, ki je bil podpisan glede plačne skupine J, prva sprememba tarifnega dela na področju gasilstva od leta 2008 naprej. In danes smo podpisali tudi stavkovni sporazum med vlado, Ministrstvo za obrambo in sindikatom, kjer smo se zavezali za določene zadeve, ki jih moramo narediti še v letošnjem letu. Po dolgem času je danes velik dan za vse gasilce v Sloveniji. Po oceni sindikalista Ogrizka so dosegli vsaj uresničitev stavkovnih zahtev, ki so jih predali vladi. So bili neki pomisleki, ampak je šlo skozi, ampak vseeno ne morem prek tega, da HDS, vsi ti predstavniki, ki so pod državno premoženje, ki ga država vodi in vseda vlada ima to državno premoženje, pa je direktorjem kar za po 40% dvignila plače. Te predstavnici HDZ-a, gospe Glavini tudi, iz 12 na 15, tam ni bil problem, ne. Za gasilce pa je 100 evrov. 100 evrov bomo zdaj dobili zraven, to se pravi odvisno na staž, okolico gasilci zaposleni. 100 evrov pa bi en veliki problem. Pogajanja so bila težka, vendar največja težava naj ne bi tičala v denarju. Nikdar ni bil omenjen, da ni denarja, ampak da bi bil neki domino efekt drugim pujotem, to se pravi pooblaščenim uradnim osebam, ampak še do danes tega domino efekta ni, zaradi tega, ker nam ostali uniformirani poklici še kar nekaj bežijo, ampak dobro, smo zadovoljni s tem sporazumom, imamo še pa kar nekaj, bi rekel, neporavnanih računov z vlado Republike Slovenije. Predvsem tale ZUJF iz leta 2012, to je 8%, ki ga vsi javni uslužbenci smo deležni, pa pol tale kolektivna pogodba, pa zakon o gasilstvu, ki je zelo problematičen, zaradi tega, ker te v zakonu o gasilstvu tudi prostovoljna gasilska društva in kot veste, prostovoljni gasilski društvi delajo gratis, pod mačem zastonj in tudi oni bi si zaslužili neko nagrado, ker tudi oni nam dosti krat priskočijo na pomoč. Gasilec je eden najbolj cenjenih poklicev, zato so ljudje večinoma naklonjeni povišanju plač za to poklicno skupino. Ja, jaz mislim, da je prav, da so dosegli. Zelo dobro, sem vesel za njih. Lepo, da so dosegli. Tudi jaz bi želela, da bi dosegli še mi. Tudi mi imamo minimalne plače celo pod tem podprečjem. Za mojih 35 let delovne dobe me sram povedati, koliko imamo plače, če vam tako čisto odkrito povem. Popolnoma pravilno, ker za gasilce še treba več dati. Sicer pa kar zadeva obrambni resor, ministrica Katičeva še ni pogasila vseh požarov. Veliko nezadovoljstva, tudi s plačami, je v Slovenski vojski. Me pravzaprav žalosti, da se nimam podatka, kako je z zakonom o obrambi in potem tudi z zakonom o službi Slovenski vojski, ker bi, če bi ta zakona pravzaprav že veljala, tudi tisti vojaki oziroma, ki imajo pogodbe za določen čas v Slovenski vojski, dobili v skladu za to zakonodajo, ne bom rekla božičnice ali neke 13. plače, ampak tisto nagrado, ki bi znašala vse skupaj okoli 1600 evrov neto. Vlada, ki se boji domino efekta, ga je sprožila sama. Zdaj bo primorana, da parcialno rešuje plače v enotnem sistemu javnega sektorja. Seveda, če želi, da bo ta obstal in ostal takšen, kot je danes.